Lepo zdrav iz Studenskih Alp, z mano je Žan Žalac, ki je že več let aktiven v identitarnem gibanju in z njim bomo govorili tako o generaciji identitete, kot tudi o rumenih jopičih in o ostalih domoljubnih gibanjih v Sloveniji. Torej, Žan, ti si bil predvsem začel si svojo aktivnost v generaciji identitete, ki je v bistvu kljub temu, da danes več pač ni aktivna, imela kar velik metapolitičen vpliv na slovenski družbeni prostor. Zdaj pa, če mi lahko za začetek poveš par stvari o generaciji identiteti, kako je to nastalo v Sloveniji in pa katere so bile vaše glavne dejavnosti, ki so potem pač vplivale na, rečemo temu, slovenski javni prostor in na javni diskurs. Ja, v bistvu generacija identitete je gibanje, ki se je začelo v Franciji, v Sloveniji pa je bilo ustanovljeno leta 2015. Glavne aktivnosti, ki smo jih imeli, so v bistvu izdaja knjig. Izdali smo 2 knjižni uspešnici, ki sta v bistvu v založbi Nova obzorja bila dolga leta najbolj prodajane knjige. Manifest za domovino je bil daleč najbolj prodajana knjiga, Evropa narodov je bila pa med top 5 kar precej časa. Hodili smo tudi na razne shode, predvsem po Avstriji, bili smo na Dunaju večkrat. Imeli smo tudi ulični aktivizem, lepljenje nalepk po mestih in vaseh Slovenije. Risali smo parole, ki smo jih izobešali na mostovih. Pa šlo je predvsem za ulični aktivizem. Tako, ulični aktivizem. Ulični aktivizem ima pa vedno 2 funkciji. Prva funkcija je, da ga vidijo vsi, kateri grejo mimo v živo. Druga funkcija je pa, da ti vse, kar si naredil, slikaš in potem še na socialnih omrežjih to predstaviš. Zdaj, omenil si 2 knjige, katere ste imeli, in kljub temu, da danes generacija identitete ni več aktivna, čemur se bo še vrnila, se te knjige še kar močno prodajajo. Tako da ne glede na to, da generacija identitete mogoče danes ni več aktivna, je pustila kar, rečemo temu, močan pečat v neki slovenski, rečemo temu, družbeno-politični ali pa metapolitični sceni oziroma v javnem diskurzu. Ja, v bistvu naš glavni namen preko metapolitike je bil določene izraze oziroma besedne zveze vplesti v slovenski politični prostor. Naprimer, leta 2015 ali pa 2016, če si na Google napisal kulturni marksizem v Sloveniji, praktično noben sploh ni poznal tega izraza. Danes že vsi ta izraz poznajo. Šel je v levo in v desno politično okolje. Kot taki izrazi so še velika zamenjava, metapolitika, etnopluralizem, multipolarnost in taki izrazi, ki smo jih sistematično širili preko naših propagandnih zadev, kot kaže, je več kot uspešen. Zdaj pa recimo kljub temu, da generacija identitete več ni aktivna v Sloveniji, večina njenih članov je še kar aktivnih v raznih drugih gibanjih. Zdaj pa, če mi lahko poveš, kaj pa bilo to? Recimo tudi, če pogledamo v Avstriji, v Franciji so recimo generacijo identitete prepovedali, v Avstriji pa mogoče niso prepovedali ravno organizacije, so pa prepovedali recimo njen simbol, ki je generacija identitete vzela od Špartancev, torej lambdo. To je bilo v Avstriji prepovedano, in tudi drugje po Evropi vidimo, da pač to gibanje ni več tako aktivno v tej prvotni obliki, so pa člani, ki so to začeli še kar aktivni, recimo na neki identitarni desni sceni. Tako da, če lahko mogoče poveš, zakaj generacija identitete tudi v Sloveniji nehala z delovanjem, kakšni so bili ti pritiski in cenzura, pa tudi kakšne so bile potem recimo naprej neka identitarna gibanja ali pa delovanje v Sloveniji po generaciji identitete. Ja, treba je ločiti med identitarizmom, ki je ideologija, pa med generacijo identitete, ki je bila organizacija. Identitarizem še vedno živi, je vedno bolj popularen tudi v Sloveniji, na tej neki novi desnici. Tako da ne glede na to, da generacija identitete kot organizacija aktivistična v Sloveniji pač ne obstaja več, je identitarizem viden skozi druge metapolitične organizacije, skozi politične stranke, skozi medije, tako da zadeva živi in je vedno bolj aktualna in aktivna. Zakaj je generacija identitete bila v Sloveniji ukinjena, sta pa predvsem dva razloga. Prvi razlog je, da je
da so se v tujini začeli sodni procesi. V Avstriji so bili identitarci označeni kot kriminalna združba, ki širi sovražni govor, in so bili po tem zakonu o mafiji celo na sodišču, ampak so na koncu vsi bili oproščeni. Ja. V Franciji so bili pa prepovedani, začelo se je pa s tem, ko je bila akcija Defend Europe po francoskih Alpah, in potem so jim sodili po zakonu, da so oni v bistvu prevzeli vlogo državnih organov in so bili ljudje kao zmedeni. Za policiste. Tako. Ja. In pol pač smo nekako predvidevali, da bi se te določeni sodni procesi lahko razširili tudi drugje po tujini, zato smo pač zadevo takrat samo ukinili. To je bil prvi razlog. Drugi razlog je pa bil cenzura na socialnih omrežjih. Zbrisali so vse Facebook strani, na katerih smo imeli okrog 100.000 všečkov, če se štejemo vse naše strani. Zato pač glede na to, da so bila socialna mreža naš glavni nekak vir propagande, in glede na to, da so pač vse to ukinili, se nam ni zdelo več smiselno imeti organizacije kot take, so se pa pol na podlagi ideologije identitarizem aktivirale neke druge organizacije. Torej, pol v bistvu, kljub temu, da generacija identitete več v Sloveniji ne obstaja, so večinoma njeni aktivisti pač aktivni v raznih drugih skupinah in v bistvu se ta ideja še kar nadaljuje. Tako. Zdaj, ena od teh skupin, v kateri je bilo tudi najdeti nekaj identitarcev, če se ne motim, so tudi rumeni jopiči, ki so bili aktivni predvsem koliko 2 let nazaj. Ja. Zdaj pa, če mi lahko kaj poveš o rumenih jopičih. Torej, vemo, da so se pojavili takrat, ko še v času prejšnje vlade, ko je pač takratna opozicija, ki je več ali manj zdaj na oblasti, delala tako imenovano antiproslavo. To je bilo 2-3 leta nazaj. Ja. Tako da takrat so nekako rumeni jopiči se začeli, potem 1 leto kasneje so bili po bistvu rumeni jopiči zato, ker so se znova zoperstavili že drugič tej tako imenovani antiproslavi, ki pač pljuva po slovenstvu in po nekih temeljih naše države, tudi aretirani iz strani policije. Tako da, če mi mogoče lahko poveš tudi kaj o tej aretaciji in o vašem sodnem boju, ki, kakor vem, še danes poteka. Ja, v bistvu aretacija je izgledala na ta način. Na Prešernovem trgu sta se srečali 2 nasprotujoči si kako bi rekel, skupini, tako, ja. In policija je imela v tem primeru ima policija 2 zakoniti opciji. Ena opcija je, da zaščiti obe skupini in jih pusti. Druga opcija je pa, da razpusti obe skupini. Policija se je odločila za tretjo opcijo, ki je nezakonita in neustavna, in to je, da je eno skupino umaknila, drugo skupino pa pustila. Se pravi, rumeni jopiči so bili... Prekinam, seveda, vi ste bili skupina, ki jo je umaknila. Kljub temu, da je bila takrat na oblasti tako imenovana desno-sredinska vlada. Tako, ja. V bistvu druga skupina je napadla manjšo skupino in policija je odstranila... Lahko že prekinem, kakšno je bilo pa to razmerje med to levičarsko skupino pa med vami? Koliko je bilo vas, pa koliko je bilo njih? Nas je bilo, če se prav spomnim, 13 ali pa 14, njih je bilo pa okrog 10.000. Ja, 10.000 ljudi je v bistvu... 10.000 ljudi je motil 13 ljudi. Tako, ja. Ja, v bistvu policija je na nezakoniti, neustaven način aretirala pač 13 ljudi in jih odpeljala v pridržanje na policijsko postajo Moste za 6 ur. Kasneje so vsi rumeni jopiči oddali zahtevke za sodno varstvo. Policija je kasneje zadevo predala na sodišče in na sodišču, od tega že 2 leti minili, na sodišču zadeve še vedno potekajo, so v procesu, ampak 2 zadevi sta že padli. 2 člana sta bila oproščena, za ostale bi pa mogli biti tudi, glede na to, da vsem se očita isto, za isti JRM.
V redu, ne, to glede rumenih jopičev bomo še videli, kako se bo razvil. Zdaj pa recimo ti, ki si bil pač aktiven in v generaciji identitete in v rumenih jopičih in tako naprej, tebe tudi velikrat, če lahko po domače povemo, po medijih radi vlačijo, predvsem kakšni osrednji levičarski mediji. Ne? Ja. Kakšna je tvoja izkušnja s tem, je to kdaj vplivalo na tvojo službo ali pa na tvoje vsakdanje življenje in kaj nasplošno, kako nasplošno gledaš na recimo te neke prikrite pritiske, ko če se nekdo strinja z neko prevladujočo ideologijo, ga začnejo pač najprej napadati ravno prek medijev, torej prek nekih osrednjih levo-liberalnih medijev. Ja, 90% stvari, ki pišejo o meni, to so totalne izmišljotine. 2 dni nazaj je pisal, da me je en varnostnik okrofutal, to je totalna izmišljotina. Ni do tega prišlo. To ni do tega prišlo, jaz tega človeka poznam že več let, sva kolega in to je totalna izmišljotina. To je enako, kot da bi zdaj napisali, da se mi nahajamo nekje na Havajih, smo pa v Julijskih Alpah. To je totalna izmišljotina, tako da to so take izmišljotine, da ljudje ste iz tega že norca delali. To je toliko smešen, da pred leti so glede ene moje prijateljice napisali, da je v bistvu za Facebook za story dala gor 500 € pa se slikala. To so take izmišljotine, da to mora imeti tako bujno domišljijo, jaz ne vem, so na drogah ali so pijani, da se kaj takega sploh lahko spomnijo. Mogoče oboje, ja. Ene par novinarjev prav obsedenih z mano. Torej, da vse, kar ti narediš, če greš nekam v lokal, če narediš to, če nekaj objaviš na Facebooku, da je to potem takoj že nov članek v kakšnih, rečemo temu, na kakšnih portalih ali v kakšnih medijih. Tako je, za neke totalno nepomembne zadeve. V tem lokalu sem res bil, sem daleč od tega, da je meni kdorkoli okrofutal. Da je bil kakršenkoli incident. V 30 letih življenja še noben varnostnik nikoli me ni okrofutal in to vsi, ki me poznajo, da je to res in to so take neumnosti, da že ne veš, je to komedija, bujna domišljija, smešno v glavnem. Ja, torej praviš, da v bistvu danes osrednji mediji so neki oblikovalci mnenj, ki so pač daleč od tega, da bi objektivno poročali o resničnih dogodkih ali pa da bi nekoga objektivno predstavili. Ja, oni te hočejo na vsak način demonizirati. Zato, ker če si recimo tako, če ne pripadnik neke ideje, ki pač ni prevladujoča, oziroma pripadnik neke ideje, ki pač predstavlja neko alternativo današnjem liberalizmu in tako naprej. Tako je, oni na vsak način te demonizirajo, neke etikete ti limajo, v glavnem, kot sem rekel, vse, kar piše o meni, to so totalne laži, oni pišejo že neke neumnosti. Recimo še prej, ko je bila generacija identitete aktivna, če lahko še za konec to omenva, vemo, da je generacija identitete prišla pod pritisk osrednjih medijev v Evropi, takrat, ko se je izvedlo, da je Brandon Tarrant, ki je pač naredil pokol v džamijah v Christchurchu na Novi Zelandiji, predtem, torej preden je naredil pokol, nakazal okoli, če se ne motim, 1000 €, 1500 €, tam nekje avstrijski veji generacije identitete. Ja. In zaradi tega so potem nekako hoteli to povezati, kot rečeš, da je on bil povezan z generacijo identitete in tako naprej. Potem so mediji celo pisali, da je Brandon Tarrant tudi v Sloveniji bil in da se je tudi slovenskimi identitarci predtem dobil. Tukaj gre pač za neke mahinacije, pa ne vem, če bi mogoče še to mogoče malo pokomentiral. To so spet neke neumnosti, v glavnem, če imaš ti... Si se kdaj dobil z Brandon Tarrantom na Brniku, mogoče na kavi? Ne. Prvič slišim, da je bil v Sloveniji. To so osrednji mediji pisali, da ne bi. Se mu bil v Sloveniji, verjetno je bilo kaj takega, da je mogoče na Brniku kakšen prišel, pa da je pa mogoče kakšen let zamenjal, ko je šel pač nekam naprej, ker vemo, da je pač po Evropi potoval. To so te klasični novinarski zmazki z besedami naj bi. Napiše v bistvu noter karkoli, pač s tem se zavaruje, da ga ne moreš tožiti, ker napiše naj bi, ker to kao ni trditev, ali pa napiše trditev, pa na koncu vprašaj. To so te klasične njihove zadeve. V glavnem, kar se tega človeka tiče, on je res doniral avstrijski generaciji identitete, ampak oni so imeli javno odprt račun za zbiranje donacij. In zdaj ti ne moreš ti preprečati temu človeku, da nimaš kristalne kugle, da bi videl, da nekdo kaj tebi doniral, čez pol leta ali pa čez 2 meseca naredil nek terorističen napad. Tako da to so spet neke manipulacije, neumnosti, brezvezne zadeve. V redu, hvala ti, da si se danes pogovarjal z nami, to je to. Ja, hvala za povabilo.